Slovenija! Dobro jutro, prebuditelji Slovenije, ki smo zbrani danes na Otočcu. Hvala lepa gospodu Stagarju, da nas je zbral danes tukaj. In dovolite, da izrazim svoje veliko veselje in radost nad mesecom septembrom 2011. To je mesec veselja in radosti, ker smo lahko Slovenci prvič v zgodovini demokratično in javno izrazili svoje spoštovanje do materinstva in očetovstva. In to smo naredili zelo množično. Več kot 27.700 nas je v 13 urah oddalo svoje podpise na upravnih enotah in krajevnih uradih, kar pomeni državni rekord v zbiranju podpisov v enem dnevu in v 2 dnevih. In zavedati se moramo, da naloga še ni končana. Potem, ko bo ustavno sodišče še enkrat dovolilo zbiranje podpisov, bomo morali ponovno zbirati podpise in takrat dajmo zbrati še 2-krat, 3-krat, 4-krat toliko podpisov, kot smo jih že zbrali. S tem bomo pokazali oblasti, kaj nam mama in oče pomenita in s tem bomo izkazali tudi spoštovanje in hvaležnost do svojih mater in očetov, ki so živi in tistih, ki so morda že umrli. Dovolite mi, da najprej izrazim svoje spoštovanje in hvaležnost za prispevke, ki so bili danes začeli tukaj, še posebej pa, da se zahvalim gospodu Žigi Turku, ki je, po mojem mnenju, danes imel tukaj programski govor katoličanov, kristjanov v slovenski javnosti za naslednjih 10-20 let. Njegov program podpišem v celoti, razen v tistem delu, ko je rekel, da ljudstvo ne bi smelo odločiti na referendumu o posameznih političnih temah. To moram reči, da ne iz svojega programa spusti, pa bo to idealen program za slovensko prihodnost naslednjih 10-20 letih. O družini danes, kljub temu, da je naslov tema družina, kje je tvoje mesto, ne mislim govoriti, ker bi prepričeval prepričanje. Ali je tako ali ni res? Dobro, potem ne bomo govorili o družini, ampak bi raje govoril o 2 stvareh, ki mi že dolgo ležita na srcu, da bi jih povedal, pa jih žal do zdaj nikoli še nisem mogel povedati. In želim izkoristiti to priložnost, da bi to povedal. Prva stvar je to, da je vprašanje kaznovanja zločincev, ki so prelivali kri v imenu ideologije, nujno potrebno. Vendar ne zaradi resnice in pravice, ampak zaradi naše prihodnosti. To, da se kaznujejo zločinci, ni zahteva domobrancov. To ni zahteva premagane strani. Ne sme biti zahteva premagane strani. To mora biti zahteva vseh, ki želimo živeti. Zakaj? Če se ti zločini, ki so bili storjeni na eni ali na drugi ali na tretji strani, v vsej slovenski zgodovini, ne bodo ovrednotili kot zločini, je to izjemno slabo sporočilo za našo prihodnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da če ubijam v imenu ideologije, katerekoli že, če sem na pravi strani, delam pravo stvar. To pa za nas kristjane ni sprejemljivo in ne more biti sprejemljivo. Zato ne dovolimo, da bi v slovenski javnosti prevladalo stališče, da domobranci zahtevajo kaznovanje komunističnih zločincev. To moramo zahtevati vsi državljanke in državljani, ki si želimo srečno in bodočnost, ki ne bo prepojena skrbjo. Prevečkrat izgledalo, kot da gre pri vprašanju kaznovanja pokolov v imenu ideologij za spor 2 strani. To ne sme biti spor 2 strani. In druga stvar, ki jo želim povedati. 20 let že delujem v javnosti. In 20 let, zato ker sem na strani, ki se imenuje na tak pa drugačen način, krščanska, sem deležen oznak domobranec, fašist, nacist. V moji družini ni bilo nobenega domobranca. Tudi lahko rečem skoraj, da ni bilo nobenega, ki bi bil vpleten v 2. svetovno vojno kot vojak. Edino stric po materini strani je bil partizan.
Jaz tudi nisem bil domobranec, sem malo premlad. Pa vseeno, me vsa ta leta označujejo kot takega. Nekaj narobe. Gospod Turk je rekel, kristjani smo v izhodišču diskreditirani, zato, da ne bi mogli dati svojega prispevka. Poglejte, komunistična mašinerija in sedanja levica so velemojstri v medijskih manipulacijah in političnih likvidacijah in medijskih umorih. Vendar pa se mi zdi, da za to enačenje katoličana in domobranca smo nekaj krivi tudi sami. Jaz sem katoličan in nisem domobranc. In stvari, ki jih zagovarjam na zvezi s povojnimi poboji, zagovarjam kot Slovenc, ne kot domobranc. In ne želim, da me kdorkoli na levici ali na desnici, med partizani ali domobranci, zato ker sem kristjan v javnosti, označuje že hkrati tudi z domobrancem. Jaz mislim, da je nujno potrebno, da v Sloveniji naredimo ločnico med kristjanom v javnosti in domobransko politiko. To ni povezano. Velika večina ljudi s tem ima popolnoma nič. Poglejte, partizanov je bilo na višku njihove organiziranosti okrog 20, nekateri pravijo 40, pa dobro, v redu, če je bilo 40 tisoč. Domobrancev je bilo okrog 20 tisoč, pravi 60 tisoč ljudi na obeh straneh. Takrat je bilo v Sloveniji okrog nekaj čez milijon ljudi. Se pravi, velika manjšina ljudi je bila udeležena v ta konflikt. Prikazuje pa se, kot je bil to konflikt 500 tisoč glavnih vojsk. Velika večina ljudi s tem konfliktom nima nič in tudi velika večina kristjanov s tem konfliktom nima nič. In jaz mislim, da je nujno potrebno, zato, da bomo kristjani lahko v javnosti delovali in zato, da bomo lahko v javnosti imeli besedo, ta konflikt, ki je umetno ustvarjen konflikt, prerasena. In ne moremo vplivati na našo levico, da bi s tem prenehala. Pozivam pa vse tukaj zbranje tiste, ki nas poslušajo, da prenehamo na naši strani z enačenjem kristjanov v javnosti in domobranca. To je po mojem mnenju prihodnost, zato da bomo lahko kristjani v slovenski javnosti in v slovenski družbi dali svoj prispevek kot polnopravni in polnokrvni državljani. Najlepša hvala.